pa smo spet skupaj. Po videospotu sodeč ste že najverjetneje prepoznali mojega naslednjega gosta. Vili, pozdravljen. Lep pozdrav seveda tebi in vsem gledalcem televizije Celje. Pozdrav tudi tebi in vesela sem, da se lahko spet družimo na naši kofetkarski pavzi. Vedno sem vesela, ko imam tako dobre in zelo uspešne glasbenike, predvsem pa takrat, kadar sem tudi sama malo fenica. Hvala. Ja, moram reči, da sem že kar nekaj časa na glasbeni sceni. Ti seveda prihajaš z druge generacije, pa vendar verjetno so starši poslušali to glasbo in si štejem v čas, da lahko že 30 let delam to. 30 let, torej celo moje življenje, te že tudi jaz spremljam. Je lepo. Povej mi, kaj je novega? Leto se je začelo, lansko leto je bilo malo pestro, pa rečemo tako, kaj je novega v tvojem svetu? Ja, kaj je novega? V bistvu pripravljamo seveda novo pesem, ki bo nekako šla, upam, tam enkrat aprila, maja. En problem je, ki pa sploh ni problem, imamo dve pesmi, ki sta, ena je čist v stilu Vilija Resnika, z naslovom Še 100krat bi umrl, ena je pa Vedno si me čakala, ampak je pa res taka drugačna in zdaj razmišljamo, kaj narediti, katero pesem izbrati za ta čas oziroma v tem trenutku. In to je problem, ki sploh ni problem, pa vendar, ja, moramo se odločiti, ampak seveda vse v svojem času. Tako da lahko od tebe pričakujemo letos še 2 nova komada in pa verjetno tudi videospota. Spot, ja, zdaj, a bosta ena ali dve pesmi, to ne vem. Bomo videli še situacije, ker je situacija tako nedorečena. Celo življenje oziroma to leto, ki je za nami, je tako nepredvidljivo, tako da se ne upam nič napovedovati kaj posebnega. Dobro, mi pa bomo držali pesti in pa te seveda spremljali. Kaj pa se je drugače dogajalo sedaj v tem letu, tako kot sva rekla, bilo je malo drugačno, kako si se zamotil, kaj si kaj počel? Ja, prva 2-3 meseca sem užival, sem rekel noro, da mi ni treba nastopati oziroma treba nastopati. No, predvsem, ker sem vedel, da se prihaja december, čas, ko bi glasbeniki veliko igrali, pa smo bili doma. Potem po 3 mesecih je pa ratalo hudo. Zato, ker življenje nisem potica, treba je živeti, treba je delati, jaz bi rad delal, pa ne moreš. Ker pač ne smeš in za glasbenike je bilo to zelo stresno obdobje. Še vedno je in upam, da bo čim prej prišla situacija taka, da bomo lahko začeli delati, ker to si želimo in moramo. Poskušal sem biti ustvarjalen, narediti in potem smo tudi naredili tisto pesem glih v pravem času, moja generacija, z Erosi seveda. In kaj pa jaz sem, drugače pa spremljam te socialna omrežja, poskušam nekako biti pozitiven in uživati v tem, da imam veliko prostega časa, da se lahko družimo z družino, čeprav se mi zdi, da je zdaj življenje ratalo čisto drugačno, da smo pa mogoče preveč skupaj in potem je zopet ni prav. Saj Slovenci smo poznani po tem, da nikoli nismo zadovoljni z ničemer. Res je, lepo si to povedal, ampak jaz mislim, da je pa bil ta čas tudi prav, da smo se malo zavedali o tem, kaj so te vrednote in pa se malo bolj podružili, čeprav je že tudi čas, da gremo malo ven in pa spijemo kakšno kavico tudi v kakšni gostilni. Res je, ti moram povedati, sem toleriral, pa vesel bil, pa pozitiven, ampak zdaj je pa počasi dovolj, ker ne morem, pazi, pride petek in jaz doma, pride sobota, jaz doma, a je to res? Ja, dosti je. Ampak tukaj so sončni dnevi, jaz sem neizmerno vesela, da imamo tako tople dni pred sabo, da je nekako že skoraj kot neka pomlad. Kaj pa takrat počneš? Greš kaj ven ali tudi ustvarjaš? Ne, grem kar ven, veš kaj, nočem samo v glasbi biti, oziroma ko delam glasbo, drugače pa uživam svoje preprosto življenje, tako kot vsi ljudje, se družim, če se seveda lahko, ker sem na Primorskem, jemamo dobro vino, jemamo šalame, jemamo pršuto, lora pomeni, da uživam v življenju. In ta način, da med tednom v bistvu sem prost in da sem doma v krogu svojih najbližjih, je največ. Seveda, ko pride glasba pride in je najbolj pomembna. Tako da se nič kaj posebnega. Sej
Veš kaj, spremljam ljudi, ki hodijo tukaj mimo naše hiše in vsi gledajo, aha, klej, Vili Resnik, daj poglejmo, kako je to pa to. Ampak vsi smo enaki na koncu koncev, tako da, lej, delam tisto, kar vsi ljudje delajo. Zdaj je čas, ko smo mogli vrt prekopati, rastline porezati, pošpricati in tako naprej. To je to delam, to kar vsi. Imaš pa tudi čuvajko, ne? Prej smo lahko na hitro malo slišali tvojo Riko, verjetno Ja, to tak veš kaj, cuker. ja, to je v bistvu moja partnerka, takrat si zaželela, zdaj pa otroci si imajo blazno radi in je neka ljubezen, je yorkshirska terierka in je kar malo včasih glasna, čeprav je majhna, ampak nam malo popestri življenje in se mi zdi, ampak no, mislim, da je prav, da imajo otroci neko odgovornost, neko zavedanje, da imajo še enega člana, da skrbijo za njo in da smo kar ena taka zaključena, preprosta slovenska družina. Super, tudi jaz sem imam kužka, tako da vem, o čem govoriš in pa verjetno marsikdo tukaj pred ekrani, tudi se ena taka mala sreča, ko smata. Saj pa prej omenil Primorsko, jaz komaj čakam, da se bodo nekako koncerti začeli, kajti prej si omenil pršut, dobro vino, olive, morje, Ja. koncerti, to mislim, da je nekaj, kar bo prva stvar na mojem seznamu, kakor se ti ukrepi sprostijo. Verjemi, da nisva edina in da, veš kaj, čudno se mi zdi, do lanskega leta smo lahko hodili na kofe, pa s prijatelji se družili, pogovarjali, se mi zdi to čisto nič kaj posebnega. Ampak zdaj pa moram ti reči, da komaj čakam in velikokrat se vstavim, ko gremo kam hoditi, kaj bi dal, da bi lahko spil en sok ali pa mogoče eno kavico, lepo tako se malo pogovoril, tega zdaj ni. To je prav v bistvu stresno, prav neverjetno in tega si res želim, da vidim ljudi zopet nasmejane, da se pogovarjamo, da se družimo. To je zdaj nekaj nepredstavljivega, kaj se dogaja, ampak pač tako je življenje. Verjetno se bomo morali sprijazniti s takim sistemom, pa ne samo zdaj, ampak tudi kasneje bo drugače. Čeprav imam jaz zelo rad ljudi, rad jih objamem, rad jim dam roko, zdaj v bistvu se spozabam, pa se zavedam, da mogoče nisem prav naredil, ampak to nisem naredil zato, da bi hotel koga užaliti ali pa kaj narobe narediti. Ne vem, tako sem navajen in upam, da sem čim prej navadil na ta sistem, ki prihaja. Jaz pa upam, da bo ta sistem, ki prihaja, kaj hitro prišel, kajti tako kot si rekel, vsi to komaj čakamo in pa mislim, da se bomo kar hitro navadili na stare tirnice, ker pa res nekako to vre v nas ta želja, da bo spet tako, kakor je bilo. Ja, veš kaj, ko se je začelo, veš, jaz sem tak, da vse posnamem v svojem življenju, od familije vsega posnamem in zadnjič sem gledal ene posnetke, ko sem rekel, no, danes je ta dan, prvi dan karantene v Sloveniji. In jaz sem si mislil, takrat sem snemal, dobro, ajde, 10 dni, mogoče teden dni, 10 dni bomo to imeli, potem bo šlo konc. In danes gledam to je noro, ampak lej, neverjetno, kam se je zasukalo življenje, spremenilo, ampak dajmo biti pozitivni, če smo lahko. Bomo! Smo in bomo držali pesti, da se vidimo na kakem koncertu, prej kot Ja. pa takole na takšnem intervjuju, da malo zaplešemo, da malo zapojemo. Opa, ja, vidite, takole pa, bom rekel, se dogaja pač poslovne stvari, se opravičujem. Ja, tudi jaz, verjemi, ker imel sem dolgo časa pozitivno nekako veselje, saj bo, zdaj me pa kar že malo strah in lej, zaslužimo si, da zopet zaživimo. Zdaj dejansko res nekako, kaj sem kar meditiramo tako v enem istim sistemu. Če sem iskren, vsak dan, vsako jutro se veselim, spim z mojo kofe in rečem, nov dan je. Ampak potem čez dan čakam, da bo čim prej noč, da pride nov dan. Zdaj, ker čas celi rane in iz tega izhajam. In kmalu bo mimo, pozitivno je treba razmišljati, tudi mi bomo se osredotočili bolj na pozitivne stvari. Ena Tako. izmed ogromnih pozitivnih stvari je pa tudi tvoj nov videospot, ki ga ima z Erosi, ki si ga prej tudi omenil. Ta pa je nastal sedaj v času karantene. Ja, to je bilo v bistvu, nismo vedeli, kaj bi naredili, pa je Rok Lunaček prinesel tole besedilo, to muziko in jaz sem vedel, da imamo strašno dobro pesem, predvsem za širok krog ljudi. Sej pač jaz sem glasbenik in moram
dela tudi glasbo, da zadovoljim nekako okus ljudi. In mislim, ko smo končali to pesem, sem rekel fantom, imamo noro dobro pesem. Lahko se zgodi, da nas bojo raztrgali, lahko se pa zgodi, da bomo uspeli, da bomo zopet zvezde. In moram ti reči, da ja, ratalo je tisto drugo, ljudje nas poznajo, se veselijo, želijo si zapeti to pesem in takrat se je še dalo nekako do 20 ljudi, sem igral za en rojsten dan, vem, da me je najel en možakar in je rekel, Vili, zaradi mene lahko cel večer igra samo to pesem in res, ti moram reči, da sem jo zapel enih 8 do 10 sem jo zapel tisti večer, da bo že meni pa čudno, sem rekel, jaz ne morem več to, ne morem samo to peti, ne, ampak ja, to je pesem za vse generacije, za pozitivno življenje, za to, da lahko z nekomu nazdravimo, ga objamemo in rečemo čin na zdravje. In veselim se v tej priložnosti, ker bo to pesem, ki bo zaznamovala trenutke, ko bojo ljudje veseli in se bojo lahko družili. Pesem je uspeh in tudi še bo. Verjamem, da tako kot si rekel, 10krat si jo mogel zapeti, tako bo tudi na kakšnem koncertu, kajti toliko izjemnih vokalov v enem videospotu je res izjemno in moram reči, da sem res zelo bila pozitivno presenečena in pa vesela, da imamo takšne glasbenike pri nas v Sloveniji in pa ki izdajajo še tako dobre videospote, tako da res hvala. Prosim, ampak predvsem bom rekel to, ko mi je Rok rekel, da bi naredil z nekom, sem rekel, ja, s kom, so vsi neke zvezde in tako naprej. In potem prav Erose in jaz gledam, kaj je tokšen Eros Ramazzotti, kdo to, ne? In potem sem spoznal te fante, Štajerce, preproste, moram reči, da so me presenetili pozitivno, dobri pevci, dobri glasbeniki in ja, imajo tisto kemijo ali pa energijo, ki združuje. In sem vesel in ponosen, da nam je uspelo. Tako da, Štajerci, ja, bom rekel Štajerci pravi in ko zapojemo skupaj, se smejemo, oni sicer seveda vzamejo to zelo resno, ko zapojemo, jaz se hecam vedno, ampak ja, mislim, da so dobri ljudje s pozitivno energijo in to je ključ do uspeha. Tako da sem kar malo v dilemi, kaj pa narediti sedaj, koga povabiti še kdaj, če bomo lahko kaj sodelovali. Ja, dobro poznajo tudi naši gledalci Erose, seveda so bili tudi gostje v naši oddaji, ampak tako kot si rekel, dobra energija nas nekako povezuje in pa vesela sem, da ste se vi našli skupaj in ustvarili takšen projekt. Kako pa je bilo sedaj snemanje, ne? Malce je bilo verjetno drugačno, kakor vsa leta? Ja, v bistvu smo ujemali trenutke, ko se je še kaj dalo narediti, zato ker ni več bilo dovoljeno, naprimer, brez maske, združenje toliko in toliko ljudi. Takrat poleti se je še nekako dalo in zato sem prav vesel, ali pa rečemo, da se je usoda poigrala, pa da smo lahko to izkoristili, da nam je dala tisti trenutek, zdaj imate čas, naredite, če ne bo več. No in evo, vse se je pa nekako poklopilo, tudi smo delali na Štajerskem koncu, tako da, ja, lepo je. No, jaz imam vedno lepe spomine na Štajerce. Štajerci so ljudje, ki bi dali vse. Res so taki nezahtevni, uživajo v življenju, mogoče včasih ima preveč, no, ampak predvsem pa ima spoštovanje do sočloveka, kar mi pa zelo všeč, ker tega danes v bistvu ni več toliko. Tako da, pozitivno, pa ne zato, ker zdaj sem tukaj, veliko spominov imam iz časov, ko sem igral na Celjskem, prav na Celjskem koncu in če sem iskren, imam še eno zgodbo, ko sem začel solo kariero leto in pol po tistem, ko sem izdal ploščo, sem jo predstavljal v Celju v eni trgovini in nikoli ne bom pozabil, ko sem mogel res dejansko se skriti, ker je bilo noro. To je bilo tako, kot svetovna zvezda, da sem mogel od zadaj se skriti in po nekih skrivnih ulicah zbežati, če ne bi me oboževalke raztrgale. No, ampak zdaj izpade samohvalno, ampak ja, tako je bilo. Danes je težko razumeti, da je tako bilo, ampak bilo je. In zato pravim vedno Celje, wow, se spomniti se trgovine in dobro, da sem imel od zadaj izhod, da sem lahko prišel varno domov.
No, potem lahko verjetno pričakujemo, da se boš kdaj pa vrnil na naše štajerske konce in pa odpel kakšen koncert tudi pri nas. Ja, to pa seveda si želim. Saj konec koncev, veš, tisti zdaj koncerti, ponavadi res rečemo koncerti. Jaz rečem nastop, špil, veselica, tisto, ko lahko pride vsak človek, ki tudi nima dosti denarja, lahko pride tja, se poveseli, zapoje, pa reče, ta resnik, ta je zmešan, ampak dober je, konec koncev, ne, tako da, ja, jaz uživam v tem, zdaj, mogoče včasih se mi res malo preveč utrga, ampak to sem jaz in ko ljudje vidijo, da lahko vsi uživamo, je to za mene največ, da lahko par ur pozabi tiste probleme in en zmešan resnik to naredi tako na hiter in preprosto, ja, a ni fino, da smo vsi enaki konec koncev? Glasba nas nekako povezuje, ne glede na to, kakšni smo dejansko karakterno kompatibilni, tako da moram reči, da res podpiram te koncerte in pa tako, kot si rekel, špile in pa komaj čakam, da se bo to tudi pri nas razvilo. Je pa kakšen kotiček tak, da bi rekel, tega pa še nisem odkril, ali pa kakšen oder, kakšna država, tam bi si pa res enkrat želel igrati. Pa kaj pa jaz vem, zdaj moram seveda govoriti diplomatsko, moram hvaliti seveda Slovenijo, tukaj smo, ma ne vem, pa saj posod po moje lepo, edino, kar je, jaz vedno rečem, Slovenija je tako lepa, imamo toliko lepih koncev, že ko sem igral konec koncev na neki mali vasi, ko je prišlo toliko ljudi, bilo za mene bolj me moti to, da Slovenci nekako nismo ponosni toliko na svojo kulturo, na svoje glasbenike, to mi je, po svetu igrati je lepo, ampak tam si vedno tako mal tujc. Doma si pa domač in zato pravim, da bom zaenkrat kar pel najraje v Sloveniji, ker drugod verjetno, če sem iskren, mi te ne poznajo. Veste, kaj obstaja tudi neki rek, bolje prvi na vasi kot zadnji in tako naprej in jaz se tega raje držim. Sem imel tudi možnost, da bi delal v Angliji, v Londonu, ampak so mi postavili takrat take pogoje, da sem rekel pa mojemu menedžerju, stari, dej, jaz plačam avion, prvi avion, da gremo domov, ker imam dosti tujine. In zato pravim vedno, da sem najbolj vesel, da lahko v Sloveniji delam. Mi pa smo veseli, da imamo takšne glasbenike tukaj med nami, ki nam ne pobegnejo v tujino, tako da tudi zato lepa hvala vsem glasbenikom, tudi tebi in pa res komaj čakam, da se sprostijo ti ukrepi, da malce zaplešemo, da malo zapojemo, da slišimo spet ta neverjeten glas tudi v živo, tako da sem res zelo vesela, da čas tako hitro mine in da nam da neko upanje, da bo kmalu vsega konec. Tudi jaz, seveda, verjetno vsi čakamo, da bo konec tega obdobja, ki je strašno težek. In upam, da bomo zapeli Moja generacija, najboljša generacija. Vsi smo rojaki, v srcu enaki, na zdravje, ker tu smo doma. Ja, tega si tudi jaz želim. Vsi gledalci TV Celja verjetno se to želijo in ne more nas uničiti, no. Tudi jaz verjamem, da ne. Zdaj pa pozivam naše gledalce, da si z nami pogledajo skupaj naslednji videospot, o tem, ki je ravnokar nam že malo uverturo dal naš dragi Vili. In pa tudi pozivam, da ga malce prečekirate na Facebook profilu, kajti mogoče kdo ne bo verjel igrati tudi električno kitaro. Ja, točno, ja, res je. To je pa čas prinesel korone, ko imam dovolj časa, da se mi malo odklopi. Jaz sem včasih kitarist in malo moraš pokazati, da sem tudi jaz glasbenik, no. Tako, glasba je seveda v velikih oblikah in tudi, moram reči, da kar obvladaš tudi to električno kitaro. Hvala. V načrtu imam še nekaj, da bi pokazal ljudem, pa vendar sem preveč ljudem se mi nadal včasih. Mi je lepše od zunaj iti, ampak zvečer bi pa to posnel, so pa vsi doma in pa vsi vpijejo in ne moram narediti. Ampak hvala ti, da si opazila to. Morda pa nas kdaj pričaka kakšna električna kitara v tvojem videospotu? Ja, nikoli se ne ve, pazi, če ne drugega, jo vsaj razbijam dobro. Tako je prav, to so tudi eni plusi, da smo lahko doma in pa razvijamo svoje talente še naprej, da imamo čas za to. Imamo pa sedaj tudi čas,
da si pogledamo tale video spot. Jaz vse pozivam, da si malo zraven zapojete, kajti mislim, da je res dan primeren temu, da lahko obujamo dobre spomine in pa se spominjamo dobrih generacij. Tako je. Predvsem, ja, bom rekel, zdaj, ko bojo to odprli, si želim in vem, da bo spet veselje. Prvo je seveda rekli, kaj sem 20-25 ljudi, da bomo zopet osebno praznovali rojstne dneve, ker tega je toliko za znoreti in upam, da bo res to čim prej, ker priznam, računal sem na marec. To je to. Tudi jaz sem računala na marec, takrat je tudi moj rojstni dan in bila bi vesela, da bi lahko bilo ta okrogla obletnica nekje s kakšnim koncertom ali pa skritim gostom, ampak saj se da vse predstaviti. Tako, točno Vse to. bomo nadoknadili, mi smo narod, ki radi se zabavamo in mislim, da bomo spravili noter čisto vse zabave, tako da se že tudi veselim in pa naj nas nič ne potre, samo dobro mislimo naprej. Vili, hvala lepa za tele očarane minutke. Maja Bervega, veš, kako sem se zapomnil, ne, gledam gor. V glavnem, hvala lepa tebi, hvala lepa te veselje, hvala lepa Štajerski za vse lepo, kar ste mi dali, mi boste še dali. No ja. A v glavnem, drži se, predvsem ostanimo zdravi, pa z neko kančkom razumnosti, da vemo, kaj je treba delati, kako se treba obnašati v teh časih. To je to in gremo novim zmagam naproti. Gremo novim zmagam naproti. Hvala tudi tebi, Vili. Sedaj pa je čas, da si pogledamo ta izjemen videospot Vilija Resnika in pa Erosov. Jaz se že komaj veselim in pa nasvidenje do prihodnjega tedna. Nasvidenje tebi. Srečno! Srečno!